sprašujemo, vrtamo, preverjamo, razkrivamo. Takšno je naše delo, tako nastajajo zgodbe, tudi o vašem delu. In med njimi so pogosto zgodbe o pogumu, o požrtvovalnosti in srčnosti. To so zgodbe, ki jih vi pišete vsak dan. Zgodbe o tem, kako v izjemno zahtevnih situacijah tvegati življenje za druge, kako brez oklevanja priskočiti na pomoč. To so zgodbe, ki nas vse navdihujejo. Hvala vam zanje in čestitke v vašem prazniku. Čestitam ob dnevu policije. Na nek način sem tudi sam iz policijske familije, tako da imam urojeno simpatijo do policijske uniforme. Vsem želim res vse najboljše, mislim, da odlično opravljate svoje delo, ne bo tako tudi naprej. Živjo, ko sem se pripravljal za vlogo Tarasa Birse v seriji Jezero, sem se prvič od blizu srečal tudi z delom kriminalistk in kriminalistov. Moram reči, da so mi bili v veliko podporo, nesebično predajali svoje znanje in takrat sem tudi spoznal, da to ni le način dela, pač pa pravzaprav način življenja in predanost, ki jo dan danes redko kje srečaš. Fantje in dekleta, hvala za vse in srečno še naprej. Moje izkušnje s policisti in policistkami govorijo predvsem o velikanski potrpežljivosti vaših kolegov pa kolegic. Meni so enkrat ukradli avto. Seveda sem takoj poklical policijo, kolegi so prišli, takoj smo se dobili na kraju zločina. En kolega je popisoval okoliščine, v kateri se je ta grozljiv dogodek za moj avto zgodil. Drug kolega je seveda raziskoval okolico, jaz ne vem kva. In čez približno minuto, mogoče minuto pa pol, dve, je prišel nazaj in rekel: "Aj ti temle vaš avto?" Zato, ker sem jaz budala, ker pozabljam, na kateri ulici parkiram svoj avto. Ok, meni je do tega dne še zmeraj neroden. Moram povedati, da sta kolega to z veliko mero potrpežljivosti in ne preveč ciničnim nasmeškom na obrazu sprejela, za kar sem se jima lepo zahvalil in se jima zahvaljujem še enkrat. Tako da, kaj naj rečem, drage policistke, dragi policisti, ob vašem dnevu vam hočem sporočiti, da lahko se državljani še toliko pritožujemo, lahko še toliko vicev o vas sklešemo, ampak čisto vsi se v sebi zavedamo, da ste vi tam za nas. Tako da hvala. Lepo praznujte svoj dan. Vsaka stvar se v življenju zgodi z razlogom. Meni sta šport in številka 113 usodno povezani s policijo. Odločitev, ki je ne obžalujem. Na nekatere stvari v svojem življenju sem zares ponosen. Na svojo družino, na svoje dosežke in pa to, da sem del policije. Moram reči, da z vami sodelujemo že od vsega začetka in lahko rečem, da smo v tem obdobju veliko preleteli, veliko prišvali, veliko prihodili. In vedno se videli, da ste vi na pravem mestu. Zato vam v tej priliki vsem policistom in policistom čestitil in povedal, da smo vsi z vami in da smo veseli, da z vami sodelujemo. Od vseh inštitucij, ki skrbijo za prometno varnost, je bila policija prva, ki je Zavod Varna pot podprla v njenih prizadevanjih za večjo varnost na cestah. Vrsto let tako z roko v roki organiziramo različne preventivne projekte, opozarjamo in nudimo pomoč in podporo tistim ljudem, ki so jih prometne nesreče najhuje zaznamovale. Drage moje policistke in policisti, jaz absolutno vem, da se za vašo uniformo skriva eno gigantno srce. To ste namreč večkrat dokazali vsem nam prostovoljcem Anine zvezdice, ko ste zbrali na tone in tone in tone hrane, s katero smo lahko pomagali mnogo socialno ogroženim družinam, posameznikom, otrokom iz cele Slovenije. Jaz vem, da je prva vaša skrb naša varnost, ampak hkrati sem izjemno ponosna in vesela, da imate sočutje za sočloveka, da imate posluh, ter da se zelo dobro zavedate, da dajati pomeni zares živeti. Policija je zakon. Še naprej delajte tako kot do zdaj. Dobro in za ljudi. Čestitke v prazniku. Vse najboljše, moja policija.